Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Urban Volk in mi je pripadla čast, da se z Dragom Jančarjem pogovarjam o njegovem 12. romanu, ki je pravkar izšel z naslovom Ob nastanku sveta. Tudi meni je čast, da se pogovarjam z novim glavnim urednikom te odlične založniške hiše. Hvala lepa. Bi začel mogoče kar pri samem naslovu. Zdaj v intervjujih, ki ste jih dali ob vašem predzadnjem romanu In ljubezen tudi, ki je prav tako izšel pri Beletrini, ste rekli, da je vam bilo kar težko zapisati besedo ljubezen v sam naslov, ne, da se vam zdi tako močna beseda. A velja nekaj podobnega za naslov vašega zadnjega romana, Ob nastanku sveta? Tudi tukaj gre v bistvu za zelo močno besedno zvezo. Ja, gotovo, mogoče zveni celo malo pompozno, malo preveč filozofsko in tako naprej, ampak to, kar sem imel naslov takoj na začetku, ko sem začel stvar pisati, ker se mi je zdelo, da za to gre v tej knjigi. Namreč vsako človeško življenje je po mojem, kakorkoli se mogoče to malo čudaško sliši, nastanek nekega novega sveta. Človek je kozmos z vsemi svojimi čuti, čustvi, vse, kar iz tega sveta sprejme in kar oddaja. Je to nek nov kozmos, ki je prišel in zaradi tega sem se odločil, da bom kar ostal pri tem naslovu, čeprav je bil to sprva delovni naslov. Je pa ta besedna zveza, kakor v romanu To noč sem jo videl, je prvi stavek romana, To noč sem jo videl in potem zgodba steče. Tukaj je ta stavek čisto na koncu knjige, zadnji stavek v knjigi. Tako je. Se pravi, svet, ki se, kot pišete, izriše pred našimi očmi, pred posameznikovimi očmi, svet, ki ga na nek način prej ni bilo, ne? Ki ga na edinstven način doživi posameznik, ne? In je to njegova osebna zgodba. Natančno to je povsem osebna zgodba, seveda z močnimi nekaterimi avtobiografskimi motivi, ampak je, vi sami veste, ker ste veliko knjig že prebrali in v veliko knjigah pisali, da potem, ko stvar začne nastajati, se začne na neviden način mešati resnično z fikcijo. Pri meni celo v nekih fantastičnih prizorih je to na nek način logično, ampak že sami dogodki, tisti, ki se jih spominjam, recimo iz otroštva, iz mladih let, hodijo kot neke sence, obrisi nekih ljudi, ki sem jih spoznal in zdaj tukaj na novo zaživijo, v literaturi v bistvu na novo zaživijo, ker to niso več tisti ljudje in tisti resnični dogodki. Nekaj jih je, nekateri so popolnoma izmišljeni. Na ta način se veste, nastaja vsaka literatura in je tudi v mojih drugih knjigah je pravzaprav neka osebna izkušnja. Jaz sicer bi težko pisal tudi v kakšnih nasilnih prizorih, če hočete, ali erotičnih prizorih v mojih drugih knjigah, če ne bi ob tem nastanku sveta in v njegovem razvoju teh stvari tudi nekaj sam doživel. To velja pravzaprav za vsakega avtorja. V tem smislu se mi zdi zelo pomenljivo, tudi ker seveda ne moreva tukaj mimo omembe Svetega pisma, ne, tukaj začne se roman, se otvarja s citatom svetopisenskom iz Danielove knjige, tudi tukaj je opomba, da je veliko citatov vzetih, kar nekaj. In zdaj zanimivost Danielove knjige je tudi tem, da se interpreti, kolikor vem, niso enotni, zdaj ali gre tukaj za neko razhajanje med Danielom kot zgodovinsko osebo oziroma junakom knjige in pa zapisovalcem, ne. In to se mi zdi tudi igra, ki velja za vsak roman oziroma literarno delo, ki je vsaj deloma avtobiografsko podloženo, na vse zadnje, katero pa ni, ne. Zdaj tukaj nekako je določena razlika seveda med zdaj tukaj Danielom kot otroškim junakom vaše knjige in seveda pisateljem, ki pač zapisuje njegovo zgodbo, njegovo takratno videnje sveta. Daniel je v Stari zavezi oseba, ki se
pojavi na dvoru in bere kraljeve sanje. In je človek, ki se je sposoben brati sanje. To se pravi, tu je neka povezava z literaturo kot fikcijo. Človek, ki bere svoje lastne sanje, ki bere sanje sveta, ki pa ničesar ne more spremeniti. Zato je ta uvodni citat nekoliko dramatičen. Kdo bo ustavil tvojo roko, to je kdo bo ustavil to božjo roko, ki nas vodi, ali pa usodo, kakorkoli hočete. Napoteni smo v ta svet, neke stvari se nam zgodijo in bolj konkretno se v romanu nanaša to tudi na nek tragičen dogodek, ki se zgodi v zadnjem delu romana, kjer vse stvari, ki nekako sredi normalnega življenja potekajo, se prepletejo na ta usodni način, da se zgodi ta zločin ali pa uboj, ali ne vem, kako bomo to imenovali, se ga ne opredeljujem kriminalno, ampak kot stvar usode, ki je prišla. Ne. In človek se zmeraj vpraša, zakaj so se te stvari zgodile. Celo v vojnah so se ljudje spraševali, a je mogoče, da je Bog ustvaril vso to grozo, ki jo moramo zdaj preživljati, recimo pravkar spet nekje v Evropi, na ukrajinskih ravnicah. In takrat se zmeraj znova postavi vprašanje o tem, kakšna je ta usoda, zakaj se nam te stvari dogajajo. Jaz pač to opisujem, delam na nekem marginalnem, majhnem, drobnem, predmestnem svetu v nekem že zgodovinskem času 20. stoletja, po drugi svetovni vojni. Seveda ni nič nenavadnega, da je dogajanje vašega romana postavljeno v preteklost. Tokrat je ta preteklost dokaj bližnja. Ne? Imamo, bi rekel, neka pozna 50. začetek 60. let prejšnjega stoletja. Se pravi, druga svetovna vojna je še zelo živa. Ne? Se kaže v tem ali v učnih procesih, ali v odnosih med krajani, v tem, kot ste rekli, nekem predmestnem svetu. Imenujete ga samo začetnico imena, zdaj to okolje, ampak je nekako prepoznavno in je tudi vaše. Ne? Ja, vse kot rečeno, ne gledamo zdaj te prizore iz Ukrajine. In recimo jaz v tem času, v katerega je postavljen ta roman, sem ves čas poslušal vojne zgodbe. Nekaj se je dogajalo v vojnih, okupirano mesto Maribor, nasilje gestapa, partizani v gozdovih, koncentracijska taborišča, izdajstva, vse sorte stvari, pa tudi vprašanja preživetja, kako smo živeli. In tako ves čas sem to poslušal, pa kljub temu se mi je zdelo to nek zelo oddaljen čas, neka diluvialna zgodovina, nekaj, kar se je v zgodovini zgodilo. In pravzaprav sem tako jemal, jaz sem živel mimo tega in potem proti koncu stoletja, ko se nam je zgodila vojna, najprej kratka vojna v Sloveniji, pa vojna v Jugoslaviji, in sem bil v Sarajevu, bil sem v Hrvaški krajini in še marsikje drugje v času vojne ali pa tik po njej. Se mi naenkrat zdelo, da pa ta stvar, o kateri sem jaz poslušal vsa tista leta, v 60. recimo, ali pa še prej 50. Ni tako daleč in da je to mogoče neko permanentno stanje stvari, ki se dogaja. To se zdaj sprašujem spet, ko se dogaja ta ukrajinska strahota. In takrat, po jugoslovanski vojni, takrat sem pravzaprav videl, da bi jaz lahko oziroma moral pisati tudi o vojni. Takrat je nastal roman To noč sem jo videl in naslednji in Ljubezen tudi. Zaradi tega, ker se mi je vse to, kar sem takrat slišal, nenadoma zelo približalo. Ne? In zato sem se odločil, da v tem romanu pišem tudi o tem, kako se je to koaguliralo nekako v zavesti nekega mladega človeka, še nedefiniranega, ki vstopa v ta svet. Vsi govorijo o vojni, vsi so bili z njo zaznamovani in to se v romanu tudi pozna. Vsakdo je zaznamovan na nek način s to vojno. Tako, ja. Če potegnem zdaj mogoče neko rahlo paralelo med Balkansko vojno oziroma vojno na področju bivše Jugoslavije, kjer je kar naenkrat v neki multikulturni družbi postalo zelo pomembno, kakšne narodnosti si,
mogoče mešano narodnosti, se pravi, komu pripadaš. Je tudi tukaj se pravi, v tem času, nedolgo po drugi svetovni vojni, bilo zelo pomembno, zdaj mogoče prihajaš iz neke verujoče družine ali neke pravoverne družine, ne? In tukaj se mi zdi ta vaš otroški junak je na ta način razdvojen, kar se pogosto dogajalo v teh letih, tako v življenju, kot tudi literatura je to že opisovala. Se pravi, ta dilema, odgovornost, ki je kar naenkrat postavljena v otroka, v nek otroški lik, kako se zdaj opredeliti, ali pa da ne bojo starši v bistvu postali žrtve njegovih nepremišljenih ravnanj. Ne? Se pravi, ko imamo zdaj na eni strani cerkev in na drugi strani seveda šolo, vzgojo v nekega pravega pionirja. Res je, to so tudi komični prizori, ampak skozi to tako je živela neka cela generacija, moja generacija v povojnih časih. Po eni strani recimo je obstajala ta ideološka schizma, imeli smo silovit pritisk ideologije, ki se mi nismo zavedali, ker smo bili normalni pionirji in tako naprej, šola in tako naprej. Vse ti konflikti, ki so bili v ozadju, niso bili popolnoma prezentni. Zato se pri meni kaže to na recimo rahlo ironičen, rahlo komičen način tudi v nekih trenutkih, ampak obstajalo je. To je bilo na eni strani, po drugi strani pa v tem, ker ste omenili Balkansko vojno in kako nenadoma postane pomembna nacionalna pripadnost. Tisto, kar je nekaj, bi moralo biti v življenju nekaj popolnoma samoumevnega, je bilo recimo v tem mestu, v Mariboru in v okolici, v Ptuju, na Celju in tako naprej, kjer je predtem živelo mešano prebivalstvo nemško-slovensko, po tej vojni postalo to silno pomembno. Tako rekoč vsi, ki so bili nemškega porekla ali izvora, so bili nekako izdajalci, izločeni. In jaz se spomnim samo posamečnih ljudi, kot je ta družina, ki jo opisujem. To je bila resnična družina, ki sem jo poznal, z otroci, ki sem jih poznal in tako naprej, ampak so bili na nek način stigmatizirani s tem. Ne samo nemško govoreči, ki so bili za nas neki čudaki, ki so tu in tam je še kdo govoril nemško, ne? Ampak tudi tisti ljudje, recimo Slovenci, ki so bili mobilizirani v nemško vojsko. Vemo, da je bila to velikanska številka ljudi, ki so bili s tem zaznamovani. Ampak na to je legel molk, o tem se ni govorilo. In v mojem romanu pač to prihaja skozi neko razpoznavost v dušo mladega človeka kot nek nesporazum, ki ga ne razume dobro. In na koncu imamo nor prizor, da njegov oče, mojega junaka, potem, ko zboli in šepa in tako naprej, hodi s palico, zmerja nemškega vojaka, ki je izgubil nogo pri vojakih, se pravi dva invalida se tukaj še naprej sovražita. Zdaj to so lahko tragikomični prizori, ampak takšno je življenje, polno takih situacij. No in v tem kontekstu se mi kaže kot zelo pomembna tudi seveda otroška perspektiva, ne? Se pravi v smislu neke te odprtosti. Ideologija je seveda tista, ki razdvaja in je vedno razvajala in vedno bo. V otroku pa se mi zdi, da so vsi te pogledi nekako še dokaj nedolžni, mnogih stvari še ni v stanju razumeti, pa mu je v bistvu že naprtena ta odgovornost, da ne zdaj pač ravna tako, kot je primerno v svetu odraslih. Ne. Tako recimo, če se spomnim tudi na Rožančevo ljubezen, nekako ne morem tudi mimo tega teksta, ne, kjer gre ravno tako za otroški pogled znotraj te ideološke razklanosti družbe, se pravi ta neka brezpogojna ljubezen, ljubezen za nič, ljubezen do vseh, ne, ki se razdaja še v tem otroškem duhu. Ja, zanimivo, da ste pomislili na Rožančev roman, ki ga nisem niti za hip imel v mislih, ko sem to pisal. Prvič mi je rekel to Mitja Čander, ko je prebral roman in rekel, vse res, seveda, se gre tudi tu v tem primeru za to optiko. S tem, da obstaja neka razlika, da je zdaj, ko razmišljam o tem, ko sem pisal, dejansko nisem imel opravka s tem,
tega tipa besedil je že kar precej na svetu. Ne. Tako je. Spomnim se nekih poljskih tekstov iz vojne in tako naprej. Neka razlika obstaja, Rožanc zna vztrajati od začetka do konca v tej ljubezenski situaciji skozi optiko tega fanta, ki se mu vse to zgodi. Pri meni pa se na trenutke, večji del romana je to, kar pravite, ta naivni pogled in poskus razumevanja sveta, ki ne gre in ne gre. Ampak vmeša se na trenutke tudi pripovedovalec Daniel, ki včasih vendarle neke stvari skuša ne razložiti, ampak se vprašati, zakaj vse to in v kakšni povezavi je to pravzaprav z nekimi stvarmi, ki ves čas trajajo. Jaz uporabljam pač svetopismo, v tem primeru Staro zavezo, večji del tu in tam nekaj nove, da se nam pravzaprav dogaja kar naprej neka repeticija v popolnoma drugačnih variantah, neke ponovitve arhetipskih situacij, ki jih recimo to veliko civilizacijsko besedilo na zelo krut način pogosto opisuje. Tu je razlika, da sem poskušal s tem pripovedovalcem, ki v svojih očitno zrelih ali pa starejših letih razmišlja o teh stvarih ali se jih spominja, postavljati tudi neka, kaj bi rekel, globlja, velika vprašanja o smislu vsega. Tako, že nek bolj distanciran, zrel pogled na to. Ja. Pa bi vas v zvezi s tem vprašal še, zdaj v nekaterih romanih ste segli zelo globoko v zgodovino, ne, tako kot recimo Katarina Pavin Jezuit, pa Galjot in tako naprej. In to seveda terja kar veliko priprav in raziskovanja tega obdobja. Ne. Tudi recimo zdaj predzadnji vaš roman in Ljubezen, tudi druga svetovna vojna, se pravi spet nek čas, ki ga sam niste neposredno doživeli. Ne. Zdaj, tukaj gre pa v bistvu za nek svet, ki je imanentno, ki je nekako pristno vaš. Ne. Pa čisto v samem postopku pisanja romana me zanima, kako se zdaj kaže ta razlika, kaj je zdaj tukaj tisto ključno, najbolj odločilno. Ja, res je, najprej, ker sem se odločil, če omenjate roman Katarina Pavin Jezuit, takrat sem skušal napisati roman o baroku. To je bil tudi prvi naslov, delovni barok, in sem hotel zajeti. Zato je bilo potrebno neko znanje. Proučiti je bilo treba 1000 stvari, čeprav jaz ga nimam za zgodovinski roman, ampak za eksistencialni roman, tudi ta roman, čeprav je postavljen v to obdobje. Ampak kljub temu je bilo treba napisati, kako so potekala romanja, je bilo treba vedeti, kako so oblekli, kaj so jedli, kaj se je dogajalo v 7-letni vojni in celo za drugo svetovno vojno. Seveda se mora pogledati, kako je delovala nemška vojska, kaj je bil Wehrmacht, kdo so bili Wehrmani, kako so delovale policijske okupacijske enote v mestu, kakšni so bili odnosi, čeprav tega sem precej poznal, med partizani, kako so že takrat prihajalo do ideoloških konfliktov in tako naprej. Vse to sem takrat bral, ne bom rekel, da ravno študiral, ampak iskal neke vire, da sem si malo osvežil. Medtem ko tu je seveda bilo vse tako rekoč dano. Pogledati sem moral pionirsko prisego, ki se nisem spomnil na pamet, nekateri se še zdaj spomnijo, ali pa kaj takega, ne, takšne stvari. Malo sem pogledal datume, kdaj so Rusi leteli v vesolje, ki pri meni deluje tudi kot neka metafora, ki letijo Rusi s svojimi raketami v nebeško kraljestvo. Fanta pa pri verouku poučujejo o nebeškem kraljestvu, na drugi strani mu to zanikajo. Tako da sem moral neke stvari pogledati, ampak bistveno je stvar pač stekla. Razen kadar je zašla v preveč fantastične prizore, tako da mi je moja prva bralka rekla, tam pri nekaterih sklepnih prizorih, pa že nekje na sredi, da bo kdo pomislil, da sem kakšne močnejše substance imel, ko sem to pisal. Omenili ste zdaj v povezavi z romanom Katarina Pavin Jezuit, da gre predvsem za eksistencialni roman. Ne?
In zdaj tukaj s to oznako bi se kar strinjal, nekako se mi zdi značilna za vaš celoten opus in bi jo predvsem tukaj se navezal seveda na to, da tukaj znotraj ene eksistence pač obstajajo neke dileme, obstajajo neki razkoli, ki nekako potem na kolektivni ravni seveda niso toliko izraziti, ne? Zato, ker je tukaj že ideologija pač naredi svoje delo, ne? Medtem ko v posamezniku pa pač obstajajo neki trenutki negotovosti, neodločnosti, ki vas kot pisatelja še posebej zanimajo, se mi zdi, ne? Ja, no, točno to, ne, sej, drugače bi pač to pisal zgodovinske knjige ali sociološko, psihološko, ne vem kakšne antropološke diskurze, ker me pa to ne zanima in tega tudi ne znam. Me seveda zanimajo položaji, ki so negotovi, nejasni, ker je to krhko človeško bitje, v tem primeru še toliko bolj, ker gre za otroško, za mladega človeka. To so stvari, ki me vznemirjajo in me zanimajo. Čeprav seveda se tudi drugi, tudi odrasli v tem romanu obnašajo kot otroci včasih s svojimi čudaštvi, nejasnostmi, ker mislijo, da je njihovo življenje teče urejeno, včasih v resnici pa ves čas počnejo otročje neumnosti, ki vplivajo na življenje drugih. Enkrat na komičen, drugič pa na tragičen način. Ja, tukaj, ko se ozreva na posameznika, na te njegove dileme, trenutke negotovosti, seveda ne moreva mimo problema slovenske razklanosti, ne, ki nas že toliko časa od druge svetovne vojne pa še dlje pač ločuje, ne, nekako dva tabora na dva pola, pogosto je pač tudi razmišljanje zelo razdvojeno in pa videnje zgodovine, spominjanje in vse tako naprej. Vas pa zanima ravno ta nekako neobremenjen pogled, ki kaže človeka v teh trenutkih, ne. In zdaj me zanima, a vas kot pisatelja moti, da zdaj potem branje vaših romanov onstran nekih literarnih kvalitet, ki so seveda popolnoma nedvoumne, reducirajo na neko že rahlo ideološko branje. Se pravi, recimo to noč sem jo videl, pri bralcih, ki se oklepajo določene podobe, določenega videnja partizanstva, verjetno težko pogoltnejo določene stvari. Ja, to je res. A vas to zdaj moti, a se vam zdi to, recimo, da je nekaj, kar naredi roman še bolj zanimiv, ker ga nekako v središče zanimanja postavi in pa ravno to razdvojevanje, ki je vedno tam. Ja, to je težka dilema, ne. Ja. Resnično je pri tem romanu, ki ga omenjate, To noč sem jo videl, je seveda treščil direktno v središče tega silnega slovenskega zgodovinskega nesporazuma, bi rekel. Tako. Zaradi tega, ker niti ne bi rekel, da je bil to konflikt, ki je nepremostljiv. Jaz bi rekel, da je nesporazum zaradi tega, ker če bi bili zmožni razumeti drugega, zakaj se je nekdo znašel na tej drugi, na tej strani, lažje rečemo, kdo je imel prav v zgodovini, ker se je pač tako stvari šla. Ampak zakaj so pa cele družine zaradi tega, ker nekdo od njihovih ni bil na pravi strani, morali trpeti po vojni in mnoga leta. To je pa težje, ne? Na to po mojem lažje odgovori literatura. In zdaj, če bi jaz vnaprej razmišljal, da bojo posledice takšne in takšne, da bom zaradi tega izgubil nekaj bralcev, ali me bojo nekateri zasovražili, drugi pa ravno zaradi tega vzljubili, potem verjetno se ne bi odločil za to pisanje, ker to bi bila malo prenevarna špekulacija. Mene so te stvari dejansko ves čas prizadevale. Odkar sem jaz zvedel, kot vidite v tem romanu, prihajam iz nekega okolja, ki je bilo ves čas antifašistično, recimo, ali kako naj temu rečemo,
na mal komičen način udeleženci NOB-ja in vsa ta ideološki balast, ki se je vlekel. Vsi smo bili pravzaprav v šoli tako vzgojeni. Ko sem jaz prvič izvedel za te povojne dogodke, za te strašne poboje, nesmiselne poboje, povojne, ne govorim zdaj o vojnem času, in takrat me je to resnično prizadelo in sem začel o tem pisati zaradi tega, ker me je to prizadelo. Nisem začel razreševati nekega slovenskega težkega ideološkega konflikta. S tem sem se tudi deloma ukvarjal v nekaterih esejih, ker je moj poziv k toleranci in poskusu razumevanja nedvoumen. Mislim, da ga vsakdo lahko vidi, ampak žal v Sloveniji to ni mogoče. V Sloveniji so ljudje pogosto na okopih. In kar lahko literatura to naredi, da malo pomaga nekomu, da poskuša razumeti, da so bile stvari bolj zapletene, vsaj na človeški ravni, bile so seveda tudi na politični zapletene, na zgodovinski, ampak na človeški pa definitivno. In moram reči, da sem dobil tudi od, recimo, s partizanskih, da tako rečem, krogov ob romanu To noč sem jo videl, nekaj mnenj ali nekaj pohval, ki so rekli, ja, o tem je bilo pa treba spregovoriti, o tem je bilo treba nekaj reči, tudi nam je lažje zaradi tega, se zgodovinski generalni pogled na stvari, kdo se je tukaj zmotil in kdo je prav ravnal, s tem ne spremeni. Ampak pogledajte, celo po oktobrski revoluciji, v Sovjetski zvezi so v 20 letih pisali romane Babel in ne vem kdo vse, da ne govorimo o Buninu in emigrantih, ampak tistih, ki so ostali v Rusiji, je bila sovjetska literatura polna teh traumatičnih, tragičnih dogodkov, ki so se zgodili med revolucijo. Dokler ni prišel stalinizem, ki je potem vse to odkril, ampak literatura vendar mora odpirati te stvari, ki so težke, ki jih ni mogoče rešiti ne s političnimi članki, ne s političnimi programi, proklamacijami in tako naprej. Ampak v tem romanu, po mojem, ni toliko tega, tu je še več te distance otroške, ki ste jo opazili. Tako, otroške distance, tukaj v tem smislu se mi zdijo zelo močni prizori tudi iz domačega okolja, se pravi z očetom, ki je obremenjen s travmatičnimi izkušnjami iz vojne, taborišče, in potem te vikende, ki jih preživlja s svojimi kompanjoni, pač iz zveze borcev in tako naprej, kar seveda otroški junak zdaj doživlja na svoj način, tako in drugače, ampak potem v pogovoru s svojo otroško prijateljico pa pravi, no, ti vsaj imaš očeta, zdaj jaz pa, njen oče je pač v Italiji, zdaj nekako. Sprejme ga na koncu, sprejme ga pravzaprav takšen, kakršen je. Tako, ja. Vse nima drugega očeta in njegova vsa junaštva, marsikatero je, kaj bi rekel, v območju, če milo rečem, v območju neke mitologije. V resnici si bi lahko rekli tudi kaj tršega, ker vsi so bili polni velikih zgodb, vsi so bili veliki zmagovalci in tako naprej. Otrok to razpoznava, da stvari vseeno niso tako zmagovite, čudovite in tako naprej. Predvsem je pa resničnost trda, huda, brutalna pogosto. Po drugi strani imamo pa nenadoma opaziti, da so tudi na drugi strani, recimo ravno v družini tega nemškega vojaka, nemškega mobiliziranca, ljudje, ki so svoje stvari doživeli in skuša to na nek način razumeti. Tu je nekaj mojih osebno izpovednih, da smo čez meni tako reči. Oče je bil res v koncentracijskem taborišču in čeprav je tudi to nekoliko predelano vse skupaj. Nočem, da bi kdo bral to kot mojo biografijo. No, ja. Pa bi vas vprašal, zdaj, čez 2 leti bo 50 let od izida vašega prvega romana, 35 stopinj, če se ne motim, se pravi 48 let, 12 romanov, se pravi,
matematika pove, da je to približno na vsaka 4 leta pride novo delo. V tem času imate tudi dolgoletne uredniške izkušnje na Slovenski matici, pa se mi zdi, da je zelo dragocen vaš pogled, kako se je ta slovenska, v prvi vrsti slovenska, založniška in pa sploh ta književna krajina v vsem tem času spremenila, pa tudi seveda širše gledano evropska. Zasledil sem v enem vašem zapisu, ali pa je mogoče to bil intervju, kako se je, da je tudi uredniško delo ali pa pričakovanja od pisatelja, kako se zdaj v tem času vse to spreminja, ali so zdaj avtorji dostikrat se preveč, mogoče celo so prisiljeni ukvarjati z lastno pojavnostjo, s tem, kako se približati bralcem in tako naprej. V tem smislu so se stvari v tem času v mnogo čem spremenile. Ja, seveda so se spremenile, predvsem so se spremenile s pojavom globalnega interneta, televizije, vsega tega, ker vstopili smo, kot je nekaj napisal v nekem eseju Miljan Kundera, vstop imagologije, ki postaja celo pomembnejša od ideologije, ne. In to je za literaturo, ki pa hoče nagovarjati bralca, ki ga zanimajo estetska vprašanja, bistvena vprašanja bivanja, eksistence, medčloveških odnosov in tako naprej. Vsaj za mojo generacijo so bile te stvari pomembnejše, ne? In tudi za založništvo v velikem delu. Zdaj je marsikaj skuša doseči dramaturgijo soap opere, če smem tako reči, vsega tega imagološkega sveta, hitrih sporočil, instant zgodbe in tako naprej, kar na vsebinski ravni seveda se razlikuje od mojega pogleda na literaturo, kar ne pomeni, da ne prihaja neka dobra, nova, zanimiva, drugačna literatura, ki je pa bolj povezana za celotno to atmosfero, ki so jo ti novi tehnološki sistemi pripeljali v naše življenje. V samem založništvu pa obstaja moje upanje, da se bo del te literature, ki jo jaz razumem kot literaturo, obdržalo ravno pri založbi, za katero zdaj govoriva, oziroma tudi v imenu katere, ker oba sva tukaj sodelujeva, se to dogaja in še nekaj teh otokov je. V glavnem pa ni tega velikega sistema, ki je pri Slovencih že deloval. Če se spomnimo, ne vem, če koga to zanima, se kdo še spomni nekega kolosa, ki se je imenoval Državna založba Slovenije, ki se je razgubil na vse konce in kraje, in še marsikaj drugega. Se je cel kup odličnih založb, od Obzorij v Mariboru, Lipe v Kopru, v Murski Soboti smo imeli dobro založbo in tako naprej, Pomurska založba. Vse to se je razgubilo, obstaja pa nekaj teh skupin še, poleg Beletrine so tu še Goga, Litera in tako naprej, Mladinska knjiga seveda in marsikaj drugega. Ne želim zdaj delati razlik med založbami, ki vendarle še to ne samo produkcijo, ampak tudi vsebinsko vzdržujejo to literaturo, ki pa preživlja in bo preživela, po mojem prepričanju, ne samo pri nas. To se dogaja tudi v Nemčiji, v Franciji so trendi zelo podobni, ampak to je zelo široko vprašanje, ki ga vi verjetno bolj poznate kot jaz. Jaz se moram reči, da se znotraj tega kroga bralcev in kritiškega kroga še zmeraj počutim kot človek, ali kot pisatelj, ki lahko od nekoga nagovori in ki dobi svoj krog in svojo rezonanco. Ne pišem samo za predal, ampak če bi se to zgodilo, bi to tudi počel, ker drugega več ne znam na svetu. Verjamete v neke vrednote pisanja, ne, pri tem, s čim se mora pisanje ukvarjati. Prej sva že govorila recimo o teh eksistencialnih dilemah, večkrat ste omenili tudi recimo medčloveške odnose, ne, kako je zdaj seveda neka pisava, ki je svobodna, kako jih lahko
predstavil na nek polnovreden način, če se v bistvu teorija ne more dotakniti, ker gre tukaj za nek posameznikov svet, ki je predstavljen pač na ta način. Zdaj tukaj v vašem novem romanu ob nastanku sveta v tem kontekstu tudi ne moreva mimo ljubezenskega trikotnika, ki se ustvari med tremi akterji, v središču katerega je Danielova soseda Helena, ki nekako potem je akterka teh dogodkov. In tudi tukaj se mi zdi zelo pomenljivo, ker so recimo zdaj določeni kritiki ali pa novinari opozarjali v vašem predzadnjem romanu, in ljubezen tudi, da čedalje bolj pomembno mesto zasedajo v vašem literarnem svetu tudi ženske, da so one v mnogočem zdaj tukaj nosijo neke take pomembnejše odločitve kot pa neki moški liki. In tukaj se mi zdi recimo tudi fascinantno potem ta nastavek zgodbe, kako ona potem prevzame krivdo in jo nekako tudi odtrpi. Ja, to se mi je zdelo, če grem malo, če se poskušam spomniti, sem za nek tak, približno tak dogodek z takšnim koncem nekje prebral, da se nekje v tistem času nekje v Mariboru zgodil in mi je ostal v spominu. Ampak to je seveda sam utrinek, iz katerega je potem pri meni rasla ta trikotniška zgodba, v kateri ženska junakinja prevzame celo odgovornost za nekaj, ker je njena ljubezen močnejša in se ji zdi, da se je sposobna za to žrtvovati in se žrtvuje, da kar doživi še hujše izdajstvo, kot ga je predtem. In že prej gre nekako brezkompromisno za svojo željo, kljub temu, da zdaj ono pride in se odloči živeti na nek način drugače, prihaja iz nekega ruralnega okolja, nekje iz neke koroške vasi in si želi pravo, drugo, novo življenje tukaj. In nenadoma se ji zdi, da bo ob tem ljubimcu, da je to tisto, kar je iskala. Ne nek človek, s katerim se je že skoraj poročila in ki je pač bil tam, ki je prišel na pot in je bil samoumevno, da bo z njim živela, ampak potem nastane ena nora ljubezenska situacija, iz katere se protagonisti ne morejo več premakniti. In moj junak s svojimi otroškimi očmi to opazuje in skuša razumeti in se mu povezujejo tu, mislim, se mu odpirajo temeljna vprašanja o tem, kaj so sploh ti medčloveški odnosi in jih svojo naivno dušo skuša razpoznati, kako je sploh mogoče, da grejo stvari tako daleč. Ker seveda opazuje tudi že doma, kjer so dostikrat tudi te odnosi zelo napeti, mama včasih tudi pač postane nevzdržno, ko so ta zborovanja pač v kuhinji. Tu so, če smo ob nastanku sveta, smo vendarle stopili v svet, v katerem pa neki drugi protagonisti že imajo svojo zgodovino in celo v družini obstaja predzgodovina, o kateri se ne govori, ki je zamolčana in tako naprej. Pride v nekih fragmentih, v nekih utrinkih pred oči tega fanta, ki mu pač nihče zdaj ni pripravljen tega razlagati, se nihče ne govori rad o tem, kako je živo, kaj je naredil v življenju narobe in kaj se je v življenju zgodilo, ampak pred njegove očmi prihaja ta zapleten svet skozi neke drastične situacije in luknje v preteklost, v kateri se je nekaj zgodilo, na kar seveda ni mogoče imeti vpliva, ne samo vpliva, ampak tudi ni mogoče čisto razumeti, zakaj se je tako zgodilo. Tudi na koncu se izkaže, da v svet teh ideoloških delitev, ki ste jih prej omenili, ali pa nacionalnih in tako naprej, da je vdrl tudi nekoč v čisto družinsko okolje, ker je bil tudi tukaj nek mobilizirani nemški vojak, ki je izginil v Ukrajini nekje. Seveda gre za odraščajočega otroka, gre seveda tukaj
za neke ekstremne situacije. In kot se v vaši prozi zelo pogosto pokaže, ravno te ekstremne situacije pokažejo človekov značaj, nekako v nekem polnem obsegu in vrednosti. Bi rekel, ja, čeprav njegov značaj ni jasen, to se še zmeraj oblikuje. Se še oblikuje. Ampak zaradi preko tega značaja oblikovanja se postavljajo ta vprašanja in fantazijska potovanja in čudaški prizori in fantazmagorični prizori in tako naprej, ki napovedujejo neke druge dogodke. Tudi beg v domišljijo in tako naprej. V fantu divja domišljija poznejšega pisatelja. Ja. No in če smo na začetku pogovora rekla, da tukaj naslov romana ne stoji na začetku, ampak na njegovem koncu. Tukaj ne moreva mimo tega strahu, da tega sveta, ki je nastal pred našimi očmi, pa pol nekoč ne bo več, vsaj ne za nas. Ne. Se pravi, tukaj najbrž lahko čisto odprto govorijo tudi o določenem strahu pred smrtjo. Ne. Na koncu ste mi postavili najtežje vprašanje. O tem ne rad, nihče ne govori rad, ampak jaz mislim, da je v vsakem človeku to navzoče od prvega trenutka, ko se v nekem, spet smo pri otroštvu, prvič zave tega, da so stvari pravzaprav končne, ne? Da se nam je cel svet postavil, vse nam je bilo dano in na koncu vsega tega ne bo. Pri meni se rešuje to vendarle v nek religiozen, kvazi religiozen poskus. Imamo dancing z svojim peklenskim ozračjem in imamo neko livado z novim nebom in novo zemljo, se pravi neko upanje, abstraktno, to ni zdaj ortodoksna religija, religiozno postavljeno, ampak neko se na nek način stvari vendarle ne zaprejo popolnoma. Ampak ta strah pred končnostjo nas pač vse spremlja in to je eno temeljnih vprašanj človekovega življenja. In namesto, da bi o tem pač direktno govoril, pač jaz v tem primeru skušal, pa to na vse zadnje tudi v teh letih, ko o teh stvarih mogoče pogosteje pomislim. Ampak jaz mislim, da se človek od začetka, že ko se prvič s tem vprašanjem sooči, kolikor se spomnim in prepričan sem, da je to za vsakogar, da od nekod prileti misel, a je res mogoče, da bo to tega nekoč vsega konc. In s tem je konc tudi tega mojega sveta. Svet gre naprej sicer, ampak ta svet, ki je nastal, tako kot je opisano v tej knjigi, en sam je tak svet, ga na koncu na nek način ni več. Na kakšen način je, se odpirajo neka vprašanja še v knjigi. Ampak midva se danes nahaja v enem mikrosvetu, manjšem, se pravi v knjigarni, ki je pa prav tako neka dosti učinkovita metafora tega našega velikega nepreglednega sveta, ki nikoli ne moramo vsega doživeti. Tudi mi ne bomo prebrali vseh knjig, bomo zapustili ta svet, brez da bi se dotaknili pač mnogih zanimivih branj. Koliko jih je samo tukaj? Koliko jih je že samo tukaj? Vsot novih svetov povsod. Pa vi zdaj v zadnjem času, pogosto se intervjuji končajo tudi na ta način, kaj zdaj trenutno berete, kaj je na nočni umor, na zalogi? Berem neprestano, berem zdaj po zaslugi beletrine na Bralniku, ker imam neke težave z očmi v zadnjem času, tako da marsikaj preberem. Recimo na zadnje sem prebral neko biografijo, tudi na Bralniku, Leva Tolstoja, sjajno napisano, Pavla Basinskega. Zdaj sem prebral neko staro vašo izdajo, našo izdajo, moram reči, Gogolja, kjer sem odkril nek tekst, ki se imenuje Resnična strašna zgodba, novela, ki je, kakor bi jo vzel iz današnje Ukrajine. Uporabil sem jo potem za neke eseje, ki sem ga napisal in je bil na Arsu, zdaj je objavljen pred kratkim. Tako da v literaturi seveda človek lahko odkrije kar naprej neke vzporednice s svojim današnjim življenjem. Neki novi, že ustvarjeni svetovi vplivajo na nas in
ali pa nam vsaj lahko razložijo neke stvari. Tako malo računam, da bo mogoče, domnevam, da bo za kakšnega bralca tudi lažje razumeti neke stvari iz našega 20. stoletja, ki tudi počasi tone v pozabo. Zdaj, če ste omenili težave, kaj pa pri samem pisanju, če vedno pač uporabljate seveda računalnik, nekako, Ja. pa tudi še kaj, kot se reče, peš napišete? Ja, veliko napišem, čeprav, kot rečeno, zaradi težav z očmi so moje črke zdaj tako velike, ki si jih zapišem, ampak brez tega ne morem. Ja. Ne morem, še zmeraj si pišem, je pa popolnoma nemogoče. Jaz imam za vsak tekst popisanih cele kupe zvezkov, fragmentov, ki jih včasih pozabim dodati v knjigo, kot se je nama zgodilo, kot ste videli. Pa bilo k sreči še pravočasno. Pravočasno ste vi še to vključili, par stavkov. Ne. In veliko pišem, pač imam pri postelji, zmeraj beležko, in zato se včasih tudi kaj čudaškega, sanskega zapiše. Tako kot je opazila oziroma komentirala vaša prva testna bralka, kot ste prej omenili. Ja, res je. Ja, res je. Gospod Drago Jančar, res bi se vam najlepše zahvalil za najin današnji pogovor in pa vsem, ki ste naju spremljali tako ali pa drugače, poslušali ali gledali, za pozornost. Hvala za res zanimivo ali pa pomembno vprašanje, ki ste mi jih zastavili, in vso srečo pri vašem vodenju te zmeraj večje založniške hiše. Hvala lepa. Beletrina v živo.